Pred približno 3 tedni sta novinarki Financ Petra Sovdat in Ilinka Todorovski na knjižni trg ponudila knjigo Vsa življenja Igorja Bavčarja. Knjiga tehnično opisuje vse levitve Igorja Bavčarja, v resnici pa podaja zelo globoko pogled v političen mehanizem in drugi del lastniške konsolidacije slovenskega gospodarstva, ki se začne odvijati zelo pospešeno nekje v obdobju upehanja stare LDS, to je na prelomu tisočletja. Čeprav je osrednji junak knjige nekdanji miličnik, ultramarksist, prvi notranji minister za evropske zadeve in na koncu padli tajkun, bi bila lahko to prav zgodba o kakem drugem liku iz slovenske tranzicije. Vsakemu, ki se danes domišlja, da je v Sloveniji prišlo do gospodarske krize zaradi nekega neoliberalističnega eksperimenta Janševe vlade, naj bo knjiga v pouk. Zelo jasno so namreč analizirani mehanizmi nastajanja mrež v gospodarstvu in njihovega povezovanja s politiko, kjer pravzaprav ni nobenega, ki bi ostal imun na politiko dogovarjanja in ignoriranja zakonodaje. Še več, tokrat je na enem mestu zelo jasno zbrano gradivo o tem, kako so se gradili tako imenovani finančni centri. Državne institucije pa so ob vseh njihovih kršitvah načrtno molčale. Za vse tiste, ki mislite, da so mreže, ki vlečejo korenine daleč v bivši SFRJ, navadna paranoja, vas bo knjiga prepričala, da se nekatera imena vedno znova pojavljajo na površju, takrat, ko je potrebno najti stranpoti. Gre za imena, ki med seboj na račun državljanov kupčkajo premoženje in ko so s takim delovanjem ne preveč presenetljivo tudi skuhala aktualno krizo. Vsekakor obvezno branje za tiste, ki vas v podrobnosti, ki so še sledljive, zanima mehanizem tranzicijskega natega. Priporočljivo.